Na včerajšnji seji Sveta zavoda Univerzitetnega kliničnega centra Maribor so burno razpravljali o predlaganih sanacijskih ukrepih. Po besedah predsednika Sveta zavoda Ljuba Gerniča je razprava pokazala, da sanacijski program v celoti ne izpolnjuje pričakovanj. Na podlagi izgube iz leta 2016 na pripravo sanacijskih ukrepov opozarjali celotno leto 2017 in tudi sedaj v letu 2018. Preveč je orientirana vsebina sanacijskega programa na stran prihodkov, premalo pa je ukrepov, ki bi govorili o tem, kaj je pravzaprav bistvo sanacijskega programa, torej priprava tistih ukrepov, ki bi pravzaprav prestrukturirali, reorganizirali določene poslovne procese v UKC-u in poiskali seveda notranje rezerve. Predvideni sanacijski ukrepi zajemajo številna področja, ki bi optimizirali poslovanje UKC Maribor. S tem bi v letih 2018 in 2019 še poslovali z izgubo, v letu 2020 pa naj bi prišlo do uravnoteženega poslovanja. UKC Maribor je sanacijski program pripravil na način, da bo v letu 2018 in 2019 še posloval z izgubo, medtem ko za leto 2020 in 2021 se pričakuje poslovanje z uravnoteženimi odhodki in prihodki. Ali bi lahko nastorili več? Mogoče to bo prikazala tudi obravnava sanacijskega programa na sanacijskem odboru. Po besedah direktorja UKC Maribor Vojka Flisa je največja težava nezadostno financiranje dejavnosti, ki jih kot klinični center morajo izvajati, a jih ne dobijo plačane. V letu 2017 so v UKC Maribor za 1135 dodatnih operacij prejeli skoraj 3,3 milijone evrov. Izvedli so še 247 dodatnih operacij v višini skoraj 280 tisoč evrov, ki pa so ostale neplačane. Za dodatni program v ambulantah pa so prejeli skoraj 110 tisoč evrov premalo. Mi imamo za zavarovalnico pogodbo, koliko operacij ali pa storitev dobimo plačanih. In to se reče letni program. In če mi ta program dosežemo že v aprilu ali pa v septembru proti koncu leta, mi več ne dobimo plačane. Razen določene programe, ki so posebej zmenjeni ali pa recimo 10% odstopanja. Ostalo, koliko delaš več, se ne povrne. Ni drugega vira financiranja. V praksi to pomeni, seveda ti pa težko rečeš pacientu, veste kaj, mi smo naredili vse operacije, vas pa ne bomo več obravnavali, a ne? Svet zavoda je sicer februarja že sprejel finančni načrt za letošnje leto, ki pa ga bodo še uskladili s sanacijskim načrtom, ko ga bodo predstavili sanacijskemu odboru in Ministrstvu za zdravje.